in da bomo čim bolj seveda posnemo našega glavnega Krištofa, recimo. Zakaj sem se odločil ali kako? Zakaj si sprejel ta izziv? Definitivno je težko, a ne, biti v bistvu v konstantni pripravljenosti. Ja, ne vem, mislim, se itak, jaz sem še študent, pa sem tako non-stop v stalni pripravljenosti. Tako da... Tako da pač, ne vem, dosti mojih kolegov, sošolcev so že zdaj imeli neke vloge zunaj izven šole. Pol sem jaz rekel, ja, pismo, jaz bi tudi rabil kaj. Ti sploh ne veš, v kaj se spuščaš. Ne vem, boš že spoznal, daj mi nazaj mikrofon. Že razumem, hvala ti. Izvoli. Oprosti, oprosti, Saša, oprosti. Jožeš, se opravičujem. Saša, kakšno bo pa v bistvu, zakaj si ti sprejela izziv in kakšna bo tvoja Vesna? Ja, mene so v bistvu kar na hitrico potegnili v to predstavo. Ti tudi ne veš, v kaj se spuščaš. Iz enega nastopa sem bila Vesna, ja bi, ne? Najmlajša članica. Tako da ja, imam tudi sama rada muzikle že od skozi, tako da mi je bilo res ful, sem bila srečna, ker so me vprašali, če bi sodelovala. In sploh ni bilo vprašanja, a bi ali ne bi. Tudi res komadi so mi super, drugače sem tudi jaz pevka in tako kot Flora obe se pač malo pol z igralstvom in s plesom in tako, ampak je super še take izkušnje dobiti. Ja, vsem vam želim absolutno čim več užitka in čim bolj uspešne vskoke. Čim bolj uspešne vskoke. Nuša Derenda, kot teta, a ne? Kot teta. Evo, mikrofonček najprej. Nuša, kakšna bo tvoja teta? V bistvu ti si en tak glas razuma, en tak pomirjujoč, zaveznica, Vesnina zaveznica, en tak pomirjujoči steber. Jo tudi ti tako čutiš? Bom poskušala biti, ne? Jaz sicer sem zelo dosti temperamenten človek, ja, se zato. Bom rabila verjetno tudi kakšno meditacijo pred predstavami, sploh na začetku, a ne. Tako, ja, tudi v življenju sem teta, imam nečakinjo, smo se že tudi večkrat pogovarjali, ko je imela mogoče kakšne težave. Tako da mislim, da se bom... Ja, sem zaupnica. In v predstavi pač sem teta, ki je tako uglajena in tudi učiteljica in mogoče malo bolj pozna to mladino, pač njihova življenja, tudi kaj se vmes vse počne, kot pa oče, brat, a ne. Tako da ga ona miri, ja, in ona pač tako kot vse ženske, ene stvari, mislim, imajo tisto žensko intuicijo, ne, stvari malo prej vidijo in slišijo, ne. Tako da, ja, je njena zaveznica in ja, mislim, se bom potrudila, ne, tudi zame je to pač prva izkušnja takšna, kot igralka tudi, ne, tako da jaz upam, da mi bo uspelo in veselim se vsake vaje in teh izkušenj, ki jih pridobivam. Kaj pa misliš, da ima teater, pa nimajo drugi odri, na katerih nastopaš zgolj kot pevka? Kaj te mami? Teater, ja, v bistvu, jaz sem že v zgodnjem otroštvu dosti nastopala v osnovni šoli in potem gledališki skupini v srednji šoli, v dijaškem domu, tlele na Taboru. In tako da, to je bila vedno ena moja skrita želja, ne, pač me je pot vedno vodila na odre kot pevka. Jaz vedno pravim, da tudi kot pevc moraš biti interpret, ne, moraš znati tudi malo odigrati včasih, ne, tako da sem si vedno želela pač in sem zelo hvaležna, da sem tudi jaz lahko del tega muzikla. In kaj sem še hotela reči? V glavnem, ja, se veselim. Jaz ti želim predvsem ogromno užitka, ker ga teater lahko prinaša. Tako da srečno teta. Hvala, Nuša. Od Nuše pa k Nuški, k teti in mami.
gajstni Nuški Drašček. Izvoli mikrofon, draga moja. Hvala. Najprej Nuška, kakšna je mama, kakšna je teta, kako jih ti vidiš in v kateri mogoče vlogi bolj uživaš, kjera ti pa mogoče, ali pa kjera ti predstavlja večji izziv, kjera pa manjši, če rečemo tako. Ja, obe sta na nek način izziv. Zdajle trenutno sta pri meni obe še mogoče malce preglasni v procesu vaj, tako da jih moram še malo dati navajati, pa jih malo poiskati, kje je prav, da sta malo bolj glasni, pa kje ne. Teta je taka zelo umirjena, malo bolj je stroga, ker je profesorca in je zelo tako, se mi zdi, da ima svoje dijake na en tak miren, ne bom rekla pasivno-agresiven način pod kontrolo, ampak zna zelo tako malo pogledati po mojem in se pol malo umirijo, ker ni fajn, da tako pogleda. Teta je pa tako, mama pa hoče biti stroga, pa začne, da bo ona bo pa zdaj pa dosti, zdaj pa se pet učiti, pa ne more, pa je pa sin malo za rokco prime, pa je čist mehka. To ti je pa verjetno tudi blizu, ne? Ja, ima tudi moj sin take fajn prijeme, ja. Kako to znajo. Nuška, nekako vem, da je še vedno na tvojem prvem mestu opera, ne? Ampak, vem, nekako. Vse nekako sporedno poteka, ja. Čim več stvari. Ja, multipraktik. Ampak kaj pa ima musical, česar recimo opera nima? Kaj je tisto, s čimer te pa musical mami? Tako bom rekla, že tehnično so stvari precej drugačne, pevsko gledano, ampak drugače je pa, zadeva je dosti podobna sicer, s to razliko, da je pri musiclu več govorjenega dialoga. V operi nekako lahko, bom rekla, bolj konsistentno gradiš lik na mogoče istih premisah, v musiclu ali pa tudi v kakšni igri moraš pa, se mi zdi, da je pa mogoče več nijans, no. Zdaj pač to tudi odvisno, v kakšni operi govorimo, ampak v principu je tako, no, tam mogoče ti veliko več, tudi pri samem dialogu, ki so ponovadi recitativi, ti da glasba že podlage, točno vidiš že iz akorda, kakšen karakter narekuje, ne. Tukaj pa ni, ja. Je pa treba malo prek govorjenega dialoga, no, v bistvu tudi to vzpostaviti. Ampak si res vrhunska Nuška, vse stranska, itak si tudi na odrskih deskah, že toliko musiclov imaš že za sabo. Tudi nekaj, ja. Ja, mislim, ne tudi nekaj, imaš ogromno musiclov in v vsaki vlogi si bila res fantastična, tako da tudi tebi želim tudi v Vesni čim več užitka, čim boljše vloge, da obe res zaobjameš v taki obliki, v kateri si jih zamislila. Hvala. Hvala lepa, Jan. In še Kondi Pižoren. Kondi, mi od tebe, hočeš nočeš, pričakujemo smeh. Smeh, komiko. No, povej, jo bomo dobili in a je to upravičeno? Ja, lete, ob takalih razgrajačih, neandertalcih, pavijanih tam nasprot, ob takem predjamskem stanovanju, kot jaz živim, ob taki umetnosti, ki se grem, ko imam samem težavo zdaj, da se učim še slikati, ker zdaj ta slikarstvo je pri meni recimo, da poleti rišeš sneg, pozim pa rože, malo težji, to je samo pri meni to ratuje. Druga varianta je, da hvala lepa Mihu za potrpljenje z mano pri teh plesnih korakih, ki jih imam. Hvala lepa Slaku, ki me je zasedel, pa težave manj, ker ga moram skozi gor gledati. Vseniku pa tako ni bilo težko za mene pisati, ker tako romantične duše, mehke, kakor sva jaz, pa Grega Čušin, z velikimi trebuhi sploh ni mu težko najdeti v slovenskem igralskem prostoru. Ja. Mislim, da si vse povedal. Hvala lepa. Midva so brata. Hvala. Ampak nihče od nas ne bi bil v tem trenutku tukaj, če te velike zgodbe po imenu Vesna ne bi podprli sponzorji. In zato bi rada v imenu organizatorjev se iskreno zahvalila vsem podjetjem, ki dejansko ste prepoznali neko veličino v Vesni, in sicer bi rada se v tem trenutku torej tudi zahvalila. Vesno podpira podjetje Mlinotest, ki je eno redkih povsem slovenskih podjetij, ki poleg vsega deluje izvrstno. Prosim, en aplavz. Potem Vesno podpira tudi podjetje Petrol, ki je po izkušnjah še vedno najboljši prodajni kanal za prodajo vstopnic in je velik podpornik slovenskega muzikla, saj je podprl tudi Cvetje v jeseni. Hvala lepa, Petrol. Da se bo ekipa varno in srečno pripeljala na prizorišče predstav in seveda potem nazaj domov, bo spet poskrbela Avtotehna Vis, prav tako kot pri Cvetju jeseni. En aplavz. In seveda v zahvalo. Avtotehna Vis, ne vem, če veste, mi vaše
oziroma naše avtomobile, ki jih torej uporabljamo pri Cvetu jeseni, imenujemo cvetkoti. Verjetno boste nastopajoči v Vesni poimenovali avtomobile od Avtotehne Vesnice. Lepo, ne? Vesnice, kako? Vesoti, ne, Vesnice. No, samo tako, zdi se mi ena tako lepa informacija. In nenazadnje še eno veliko in res uspešno podjetje v Vesni prepoznalo veliko zgodbo in to je podjetje Spar Slovenija. Tako da iskrena hvala tudi Sparu. Gorazd, ta visoki, da bi te pa prosila, če lahko priješ še enkrat sem, zato ker imam eno zelo pomembno vprašanje. Za vas novinarji pa predlagam, da vzamete zdaj pa res v roke pisala in zvezke. Namreč, leta 1953 je Vesna sama tu prinesla maturitetne pole iz matematike, torej maturitetne pole leta 1953. Bo leta 2017 Vesna prinesla prave maturitetne pole iz leta 2017? Musical Vesna bo poln presenečen, tako da jaz bi se pustil presenetiti. Dejstvo pa je, da tako kot sem rekel, na koncu ljubezen vedno zmaga. Hvala vam. Vse si povedal, hvala. Tale tiskovna konferenca je bila seveda majčkeno daljša, zato ker je veliko uspešnih ljudi, ki torej stojijo za to uspešno zgodbo, ampak vseeno zdaj je čas za vaše vprašanja, novinarji, pa samo dvignite roko, lepo prosim. Če ima kdo kakšno vprašanje? Ja, Eva, prihajam. Ves čas sem čakal, kdaj bo beseda o letalih in seveda padalstvu. Glede na to, da strehe poleti ne bo, bi lahko sklepal, da pripravljate neko presenečenje v smislu tistega, kar vemo iz filma. Kaj se bo v resnici zgodilo v tem smislu? Se bi zdelo, da bo to vprašanje za visoke? Ja, najprej smo razmišljali dejansko, ker strehe ne bi bilo, smo razmišljali, da bi poleteli iz letališke, torej tam, kjer je še zdaj stolp pri DBTC-ju in da bi Vesna dejansko s padalom skočila, samo ravno danes sem zvedel, da menda bo provizorij streha, tako da bomo morali najti nekaj drugega. Ampak sem že z Vesno zmenjen, torej s Floro in tudi Sašo, da ste se šle učiti bungee jumping, tako da bo. Tadam. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne. V tem primeru bi se vam pa rada v imenu celotne uspešne ekipe Vesna bi se vam rada zahvalila za vaš obisk. In Vesna, želim vam eno tako res lepo predstavo, eno tako močno predstavo, ki se bo spet dotaknila. Lahko še en song? Ja? Še eno Vesno? No, jaz sem za. Torej bom še rekla samo še res lepo predstavo vam želim, vam vsem pa lep preostanek dneva in se vidimo naslednjič. Srečno. Ja, se bom potrudila. Okay. Mala deklica, včasih sanjala, je večer prav tak kot ta. Ko iz teme pesem dvigne se, zanjo le napisana. Mala deklica si je mislila,
dale v sanjah je tako, da noči kot je taka ni, ti dokazal si, da so. Si ti moj princ iz pravljice, boš nesel me v dan, ki ne zaide, me v svoj objem topel boš ovil, me pred svetom skril in varoval, karkoli pride. Ljubezni čar mi boš razkril in prepojil, spoljubil usta moja. Si ti morda taki, čakam ga, boš vedno moj in jaz bom tvoja. Zdaj ne sanjam več, ne želim preveč, vem, navaden fant si le. Ljubiš me, dobro imaš srce, samo to dovolj mi je. Če nisi princ iz pravljice, kaj mar mi je, bom jaz čarobna vila. Če ni dovolj topel tvoj objem, da se skrijem njem, potem te v svojega bom skrila. In če ne znaš poljubljati, le brez skrbi te bom že naučila. Želim si le, da bi bil nekdo, ki ga lahko bom res ljubila. Hvala ti.